Spoštovani, pozdrav in dobrodošli pri spremljanju oddaje Detektor. Pozdrav tudi profesorju Alojzu Lipovniku, katerega gostimo v tokratni oddaji. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Alojz Lipovnik je generacija Gutensteinerjev, ki je osnovno in tudi glasbeno šolo obiskovala na Ravnah. Bil je dolgoletni dirigent in tudi ravnatelj glasbene šole Ravne. Glasba je del njegovega življenja. Glasbeno pot je pričel zgodaj v rani mladosti in kot glasbenik kmalu opozoril nase. Po končani glasbeni šoli in kasneje glasbene akademije je igral tenor v pihalnem orkestru Ravenskih železarjev in bil član različnih uglednih glasbenih zasedb. V obdobju od leta 1974 dalje je bil ravnatelj glasbene šole Ravne, od 1979. leta do leta 1992 pa je sočasno vodil pihalni orkester Ravenskih železarjev in glasbeno šolo Ravne. Bil je pomočnik legendarnega kapelnika Joška Hermana, ki mu je ob odhodu v pokoj leta 1992 predal dirigentsko palico. Alojz Lipovnik se je v času vodenja orkestra udeleževal številnih tekmovanj, katera so potekala po nekdanji skupni državi in v tujini, ter s pihalnim orkestrom Ravenskih železarjev dosegal številne uspehe. Krona oziroma vrhunec je Alojz Lipovnik s pihalnim orkestrom Ravenskih železarjev dosegal na Nizozemskem. V Kerkradeju je leta 1989 z godbeniki osvojil zlato v igranju in v korakanju, kar je izjemen in je težko ponovljiv uspeh. Po letu 1992 se je iz zdravstvenih razlogov upokojil in predal dirigentsko palico naslednikom. Ker je glasba del njegovega življenja, je sprejel nov izziv ter sprejel povabilo in tako svoje uspešno glasbeno ustvarjanje nadaljuje s pihalnim orkestrom Šentjanž pri Dravogradu. Je vodja in dirigent pihalnega orkestra Šentjanž, s katerim dosega zavidljive rezultate. Za svoje delo na področju glasbenega ustvarjanja je prejel častni glasbeni prstan Zveze slovenskih godb. S tem se je zapisal med legendarne voditelje slovenskih godb. Pa če se po tej predstavitvi osredotočimo, pa sprehodimo po vaši mladosti, pa bi vas malo povprašal, kako se vi spomnite tistega obdobja odraščanja, pa bi morda malo predstavil našim gledalcem tudi to plat. Ja, to je že kar dolgo nazaj. Kolikor se spominjam, bom pač v parih besedah predstavil mojo mladost. Rodil sem se na Tolstem vrhu na domačiji Lipovnik, kjer je moja rojstna hiša, in od tam pa potem tudi v šolo na Ravne hodil peš tja in nazaj, na vsako stran 8 km, 2 ure v eno smer. Ni bilo ravno lahko, ampak že kot otrok me je zelo zanimala glasba, sicer je bilo na kmetiji tudi več prireditev oziroma takrat nekih veselik, kjer so godbeniki igrali za razne priložnosti, tudi poroke so bile tam in seveda, čim je bila, da sem slišal glasbo pa godbenike, jaz sem se vedno k njim postavil ali pa se usedel tam v kakšen kot, pa poslušal, dokler nisem zaspal in so me potem odnesli. Tako da me je zelo pritegnalo to in bi rekel, to je bil verjetno prvi znak, da imam nagnjenje za glasbo in veselje do tega. To pomeni, da v bistvu glasba se vas je takoj dotaknila in vi ste tudi v tistih pogojih, bi rekel, takoj se odzval, bi rekel, čim se je karkoli nanašalo na glasbo. Tako, ja. No, kot sem rekel, da so prišli razni glasbeniki, ki so igrali, jaz sem pa starejši brat je igral tudi harmoniko in kadar je on s to harmoniko vadil, jaz sem ponovadi šel na podstrešje, smo imeli, kjer so bili ene take cevi od žganje kuhe in sem jaz vedno eno cev vzel, tisti, kjer je bila bolj ravna, približno 2 metra dolga, in jaz sem tisto cev trobo, tako da sem pač hotel nekako sodelovati, me je pritegnalo in to se spominja kot otrok, preden sem še začel v šolo hoditi. Potem je bilo to tudi, bi rekel, neko logično nadaljevanje, da ste se, bi rekel, ali vpisali v glasbeno šolo. Pa bi vas vprašal,
po tem opisu, kako je ta opis potekal, pa kdo je bil ta vaš prvi učitelj, če bi tako vzeli? No, po očeta sem razmeroma hitro izgubil, sem bil 12 let star. Ko je oče umrl, je starejši brat posestvo prevzel, z mamo sva se preselila na Ravne. In tu sem seveda spoznal več prijateljev in imel sem pa tudi dva sošolca, en je že bil pri godbi, mi smo imeli pa deljen pouk v osnovni šoli, takrat dopoldne in popoldne, in tisti, ko je že bil pri godbi, je igral klarinet, imel je uniformo in je prišel v šolo v uniforme, seveda vsi smo ga gledali, bil je kot neki posebnega general. In najbolje je bilo pa še interesantno, da je on seveda učiteljico prosto še lahko rekel popoldne, da imajo pogreb. Takrat so pogrebni sprevodi šli še po cesti. Recimo poleg šole se je videlo direkt tja na pokopališče in pa, kjer je sprevod šel, pa smo vedeli, bolj lahko ostali pa gledali, da bomo videli tistega, ko on zdaj tudi igra na pogrebu. Mene je to zelo impresionirano. Imel sem pa še tudi drugega prijatelja, ki se je učil trobentu, to je bil pa znani trobentač Stanko Arnold. Hodili smo v isti razred. In potem je rekel, pa jaz tudi igram trobentu, in potem smo se midva še bolj spoprijateljila. In jaz sem lahko šel zraven njega tudi domov, stanovali so tu na Prežihovi ulici. In on mi je pokazal trobento, seveda jaz sem bil navdušen. In potem sem pa z mamo šla do njenega očeta, ki je bil tudi predsednik godbe in je Stanko naučil tudi trobento, oče ga je učil. No in potem so mi dali, rekli, naj pridem v glasbeni dom, so mi dali inštrument, hotel sem trobento igrati, pa niso imeli. Ni bilo toliko inštrumentov in so mi dali enega drugega, nisem videl, kako se mu reče. Bil je, potem sem videl, da je to tenor. Danes bi rekli po domače tak mali basa. Jaz pa sem bil tudi bolj droben fantiček, pa nisem mogel večjega inštrumenta imeti, so mi tistega dali. In prvo leto sem začel v drugem polletju šolskega leta in me je učil Janko Petrač iz glasbene družine, je bil pa tudi godbenik v orkestru. No, po pol leta, naslednje šolsko leto me je pa prevzel Stankonov oče, torej Arnold Pavl, ki je bil tudi predsednik godbe in me je on učil. In sem razmeroma hitro napredoval, imel sem strašno veselje. In čim sem imel le malo časa, sem skočil v sobo, pa sem par tonov popihnil, pa spet nazaj, če sem moral kaj delati slučajno doma. In tako da, bi rekel, so me prej odganjali od tega, kdo me bo pa poslušal, da sledil je tone, ko jih pač spuščaš kot začetnika. In vztrajal sem in pa razmeroma hitro napredoval. Pa če bi morda še malo opisal, pod kakšnimi pogoji, pa kje so potekale te vaje glasbene? Ja, no, inštrument sem dobil od godbe Ravnskih železarjev in vaje so bile pa v glasbenem domu. No, tam tudi, ko zdaj stoji novi glasbeni dom, to je stara baraka. Takrat je bilo kar nekaj barakov v Ravnah tudi, tudi od uprave železarne je bila iz barake, krskih desk. No in tam smo mi vadili. Medtem ko pa gospod Arnold je pa poučeval tudi doma. Tako da sem jaz k njemu hodil domov, ampak smo imeli tudi, bi rekel, tako skupinske vaje. Bilo nas je več, kar 4-5, smo pa cel popoldne igrali. Tako da smo čim več igrali in tako je bilo še kar interesantno, malo tudi kar med sebojne konkurence, kjer bo več znal, kjer bo boljše zaigral, smo že kar takrat malo tekmovali. No, jaz sem bil, rekel, res pridn in ne samo tako. Z velikim veseljem in entuzijazmom sem vadil in sem razmeroma hitro tudi prišel v orkester. Potem je vas pot zanesla na šolanje v Mariboru, na glasbeno šolo. Jaz sem hodil na glasbeno šolo, to je vse potekalo pod okviru glasbene šole. Orkester je pa pač prostore dal in inštrumente za svoje potrebe, za bodoče učence, pa za bodoče godbenike. In jaz sem seveda razmeroma hitro napredoval in sem bil v orkestru vključen, pa so me opazili, tudi dirigent me je opazil in pa tudi učitelj, potem ko Arnold, so me nekako priporočali, da ti si dober, bi pa bilo fajn, če bi šel glasbo študirati. In seveda sem bil takoj za to.
Nisem pa imel pravega inštrumenta, jaz sem igral tenorje, se pa takrat ni dalo poklicno učiti, da bi to kot šel študij, pa sem moral zato presedljati na drugi inštrument, ki je približno podoben tenorju, sicer sem pa ustnik enak, pa tudi glas, višina in pa barva tona podobna. In takrat sem se odločil za pozavno. Seveda na Koroškem pa noben ni znal pozavne igrati, to so bile cuk pozavne. Prej so starejši igrali v orkestru tiste ventil pozavne, ko so imeli še na ventile. In seveda na novo pa šolo pa nismo z ventil in pozavno tudi ne bi mogel iti. Zato sem moral to cuk pozavno vzeti po domače, pozavno na poteki uradno. No in sem presedljal na drugi inštrument, kjer pa ni bilo učitelja. Tu sem pa hodil v času osnovne šole še in tudi v glasbeno šolo, ravno sem še naprej hodil. Sem pa se hodil učiti enkrat ali pa dvakrat na teden, sem se vozil v Maribor kot pripravnico na srednjo glasbeno šolo. In seveda tam je dobil tudi strokovnjak v roke, bi rekel, in sem še hitreje napredoval, tako da ni bilo težav glede tega. Potem vas je ta, bi rekel, izobraževalni del, pa usposabljanja, seveda, tudi ste šel se usposabljati na glasbeno akademijo. Pa bi morda še tudi v tem, No, na srednjo glasbeno sva skupaj šla tudi z Stankonom Arnoldom, da smo tudi skupaj stanovala kot brata, sva celo na enem kavču spala, ko ni bilo dveh postelj. In najino prijateljstvo je bilo vedno zelo pristno in prijetno. Oba sva obiskovala to glasbeno šolo in po maturi seveda si se lahko tudi zaposlil ali pa šel na nadaljnji študij, ker takrat je bil, če si končal srednjo glasbeno šolo, je bil poklic srednje glasbene kot učitelja, kot učitelj iz učiteljišča. No, jaz sem šel seveda na akademijo naprej v Ljubljano in seveda bi rekel, tudi v Maribor sem z odliko diplomiral in pa na akademiji ravno tako po 4 letih. Po zaključku tega ste se, bi rekel, čisto takole vrnil na Ravne, če rečem, vmes ste še verjetno bil kje, ampak rečemo, da poudarek je na Ravnah, kjer ste postal pomočnik dirigenta pihalnega orkestra Ravenske železarje, v katere je vodil Joško Herman. Kako se morda tistih tega prihoda spomnite? Ko sem prišel domov na Ravne nazaj po diplomi, sem se zaposlil kot učitelj trobili za pleh inštrumente, po domače povedano. In seveda igral sem pa tudi v orkestru skozi, tudi v času študija, kadar sem bil doma ali pa srednje šole, ko smo prihajali domov, smo sodelovali, tako da je bila povezava skozi, neprekinjena. In kot profesor na glasbeni šoli sem seveda tudi trobila učil in pa igral v orkestru. Potem sem pa tudi nekako po 2-3 letih, ko je dirigent videl, da imam ustrezne kvalifikacije pa tudi sposobnosti, me je predlagal, da sem bil njegov namestnik. Sem bil 8 let njegov namestnik in obenem tudi arhivar. S tem sem spoznaval nekaj literature in skladbe, ki so bile na razpolago v domačem arhivu in tako je to potekalo. Seveda ne moramo mimo tega, da ne bi omenili, da ste v bistvu imel takrat kar dvojno vlogo, bil ste ravnatelj potem glasbene šole in tudi, bi rekel, hkrati tudi, bi rekel, dirigent ansambla, ki ga je nadomeščal, kot se je rekel, takrat Joško Herman. Je ta zadeva bila obremenjujoča ali kako bi jo ocenil? Ne, kot mlad in, bi rekel, poln energije, sigurno ni bilo posebej kaj obremenjujoče, to je bilo bil je izziv. In kot pedagog sem tudi tiste učence potem v orkestru še naprej, bi rekel, imel nekako pod kontrolo, če tako rečem. Z gospodom Hermanom smo dobro
sodelovala zelo v redu. Jaz takrat, dokler je bil on dirigent, nisem mogel dirigirati. On je bil on dirigent, jaz sem ga lahko samo nadomeščal, kadar njega ni bilo. Čeprav sem jaz tudi diplomiral za dirigentska, ne sem šolo, da sem bil dirigentsko šolo imel. Ampak ko njega ni bilo, takrat sem ga nadomestil. On je že malo bolj v letih bil, pa tudi nekaj imel zdravstvene težave, tako da recimo na zunanje večje stvari ni hodil, recimo kakšne parade ali pa tak nastopi, kjer bi bilo treba se malo premikati. On je samo, bi rekel, praktično bolj koncerte dirigiral. Ostalo je pač tako, vedno ko je orkester nastopil, ne moral imeti komando, kaj se bo igralo, pa kako včasih, če je bilo treba kako himno dirigirati, pa kaj takega, to ja. Drugače pa je bil on dirigent dokler do svojega zaključka. No, zdaj seveda ne moramo mimo tega, da v bistvu ste bil poln, kot se že samo omenil, rekel, zagnan, in ena izmed teh zadev, ki je treba tudi izpostaviti pa omeniti, je to, da ste bil iniciator za ustanovitev glasbene šole v Pliberku, to v našem zamejstvu, skratka. Pa bi tudi tole nam malo predstavil, kako je to ustanavljanje potem potekalo in bi rekel, kako se je sploh začelo to? No, kot ravnatelj glasbene šole sem pač imel veliko kontaktov tudi preko meje. Sicer jaz sem tudi igral precej v inozemstvu, od Avstrije, Švice, Nemčije do Švedske z ansambli, in sem prišel veliko ljudmi v stik. V Pliberku je bil pa tudi slovensko kulturno društvo Edinost iz Pliberka. Tam je bil pa predsednik en gospod Joško Hudl. Mi smo se tako preko glasbe spoznala in sva, rekel, se tudi malo zbližala. In jaz, ko sem igral, sem pa večkrat tudi videl, da tam se učijo, otroci hodijo v glasbeno šolo, ampak da pravzaprav v Podjuni ni bilo kakšne posebej glasbene šole, edino v Velikovcu je bilo. In pa sem rekel, zakaj pa ne bi vi za Slovence tudi imeli slovensko glasbeno šolo. On je bil takoj za to in potem sva se večkrat dobila in on je potem kot avstrijski državljan in pa seveda predsednik društva z političnimi organizacijami navezal stike, ker brez tistih pač ni šlo, te povezave preko državne. In sva se nekako dogovorila, dala inicijativo in pol je tudi politika potrdila in da je bilo to sprejeto, da se ustanovi pravzaprav ne še uradna glasbena šola, ampak da lahko začnemo delati. In jaz sem rekel, jaz bom pripravil ali pa angažiral učitelje in res smo šli 4 učitelji iz Ravnske glasbene šole, pa smo tam učili, on je pa pripravil prostore in pa učence, tako da smo rekel čisto bolj tak na privatne linije, ne uradno, še takrat začeli z delom v tej šoli in seveda to je bilo precejšno odmev je imel to na avstrijskem Koroškem, po celi dvojezičnem ozemlju na Koroškem in je potem ta stvar v novem šolskem letu. Mi smo tudi v drugem šolskem letu začeli februarja in v jeseni se je pa potem tudi te slovenske kulturne organizacije in politične so se zbrale in smo se usedli in se je ustanovil tako imenovan kuratorij za glasbeno šolo slovenske šole. No in potem se je praktično začelo tudi v drugih krajih, v Celovcu, Rožu in Podjuni tako ali tako tu, ampak in še na Zilji tudi nekaj oddelkov glasbene šole in ta del v Podjune do Celovca sem imel, jaz bil kot pedagoški vodja te glasbene šole, ravnatelj iz Kranja, gospod Ajdič, je bil pa tam Rož in pa Zilja, bil on pedagoški vodja. No, po nekaj letih se je pa to pol združilo, tako da je dobila šola svojega ravnatelja in pa jaz sem pa še sodeloval seveda tudi naprej. Ampak zelo pomembno je, kdo da iniciativ, pa je iniciator in je prav, da... Ja, nekako takrat, ko si človek pač mlad, pa vidiš, kje so še odprte stvari, kje se še da kaj narediti, mogoče ni bilo tako predvideno, da bo to se tako razvilo, Pač se pogovarjaš in beseda da besedo in začelo se je, na srečo je to bila prava stvar in se je razvila tako, da slovenska glasbena šola na Koroškem deluje.
Eno zadevo bi še tule zdaj iz tistega dela izpostavil. Rečemo, odnos Ravnčanov do godbe. To so Ravnčani smo bili vedno naklonjeni naši muziki, ki smo ji rekli, to je en pleh musiki ali kakorkoli smo jo poimenovali v našem žargonu. Ampak bi rekel, tudi ta del bi želel izpostaviti. Rekel, takrat ta pripadnost se je izkazovala tudi skozi to, da smo zaposleni v Železarni Ravne prostovoljno prispevali za to našo muziko, bi rekel, od plače mesečno smo odvajali. In tudi verjetno, da je bil tudi en tak, bi rekel, vložek, ki je dajo neke finančne pogoje za delovanje. Ja, no, to na srečo je bilo tako. Ali pa tudi ne. Mislim, na Koroškem je že, pravijo, da Korošci radi pojo, ali pa igrajo, no, to je enako. Ne? In da so čutili, da že dolga leta, pravzaprav orkester deluje od leta 1902, takrat je bila pač tak vaška godba, ki je igrala bolj za cerkvene lepe nedelje in podobno, pa še kakšne druge, mogoče so igrali kakšne valčke, pa marše in tako naprej. In seveda, ta godba je imela tradicijo. Igrali so pa seveda domačini Ravne, pa takrat tudi ni bilo tako veliko mesto. Vendar se je pol z razvojem teh industrijskih objektov na Ravnah to širilo in ljudje so nekaj potrebovali, neki, ki jih malo spodbuja, pa malo jim da dodatne neke motivacije za delo in tako naprej. In orkester je bil dokaj uspešen in ljudje so orkester sprejeli kot svojega, podprli, kot se rekel, ste ga tudi vsi delavci v železarni, kar je bila sigurno zelo dobrodošla injekcija za delovanje, ker nekaj stroškov je sigurno bilo in sama železarna kot taka je pa tako občasno dokupovala določene inštrumente, ker inštrumenti so bili pa starejši, slabše kvalitete in že tudi dotrajane, tako da smo z skupnimi močmi, bi rekel, železarne uprave kot taka, ki je odločala o dotaciji sredstev, je bil velik delež delavcev in bili smo hvaležni in tudi ponosni, da smo lahko orkester Železarne Ravne. Tudi železarna se je razvijala, kvaliteta je rasla na obeh straneh, torej na železarni in na orkestru. Vedno je nas bilo tudi več. Mlad kader je prihajal iz glasbene šole, vedno bolj šolan in bi rekel, taka povezava je zelo koristna. In kjer je to bilo, to se pravi, je bilo to na Ravnah, Velenju, Trbovljah in na Jesenicah, so te glasbene šole pridobile, bil je interes za vpis v glasbene šole, otroci so se vpisovali, da bom lahko jaz tudi igral v orkestru. Ne? In tam so potem in glasbene šole in orkestri, bi rekel, prosperirali, so se razvijali naprej. Medtem ko pa kje pa ni bilo sodelovanja z glasbenimi šolami, pa praktično so bile nekako korenine orkestrov spodrezane, ni bil dotok novih kadrov in so težko napredovali. Morda tako iz nekih spominov, no, iz preteklosti, je bilo pač treba opisati morda ali pa zaiti v tisti čas. Takrat ni bilo bi rekel, toliko teh, niti ne ansamblov, niti teh, bi rekel, te ponudbe in ko je zaigrala godba na Pihala, je bil to en, bi rekel, poseben dogodek, bi rekel, takrat smo se Ravnčani vsi odzivali, skratka, to je bilo nekaj neverjetnega in jaz vem kot še v rosnih mladih letih, da se je kaj sem za praznik 1. maj tu igralo na Čečovju, na Bunkerju, tam so se postavili stoli in igrali in seveda cela tista partizanska ulica polna, ki smo poslušali, pa še seveda okrog, skratka, to je bil del našega življenja, no, če bi tako vzel. Ja, in seveda tudi to je bilo, bi rekel, zelo fajn sprejeto. Tudi nam, godbenikom, je bilo prijetno, da smo lahko igrali za ljudi, ki so nas bili pripravljeni poslušati. In ne vem, kako bi rekel, mi smo tudi komaj čakali, da smo lahko nastopili. Bile so razni prazniki, smo veliko nastopali, tudi Budnice 1. maja so bile zelo tradicionalno
zelo interesantno, tudi danes se še to na srečo obdržalo, da orkester gre po ulici, ker nastop pihalnega orkestra ni samo, da bi igral v koncertni dvorani, ampak je del tudi nastopa na zunaj, to se pravi na ulici, parada in korakanje in podobno. Tako da to ljudi pritegne, to se pravi neki šov, a ne, da se to zlije z mestom in z ljudmi, a ne. Kot ravnatelj glasbene šole se seveda takrat deloval v nekih ne najbolj urejenih pogojih, bi rekel, predvsem prostorskih, no, in to ste, kje ste takrat gostoval vse, ali pa kje ste vse imeli in posledično pol je seveda zorela tudi ideja pri vas, da pač se naj bi vendarle naravno zgradil neka glasbena šola, ki bo lahko na neki dostojni ravni seveda poučevala tudi potencialne glasbenike. Ja, z ozirom na to, da je bilo na Ravnah precejšnje zanimanje za glasbeno šolo, šola pa seveda ni imela svojih prostorov ali pa primernih prostorov za svoje delovanje. Bili smo praktično povsod gostiti gostje. Imeli smo oddelke, kjer je sedež tudi v študijski knjižnici na Ravnah, tam, ko je zdaj likovni salon. Imeli smo večji del pihal, trobil in tolkal v glasbenem domu na Ravnah, v glasbenem domu orkestra, ne. In potem tudi v osnovni šoli, prej že govorno smo gostovali, potem se je šola tudi širila malo širše po dolini, tudi v šolah, ampak šola kot taka ni imela svojih prostorov in smo imeli zelo oteženo delo. Tudi druge glasbene šole so imele, večina so se pač formirale nekje v kakem gradu, a ne, da so lahko delovale. Pri nas pa je bil pravzaprav velik interes in nismo mogli sprejeti vseh učencev, mogoče tudi malo zaradi kadra, ni bilo dovolj kadra, predvsem pa tudi zaradi prostorov. In smo pač seveda razmišljali, kot ravnatelj seveda sem bil sam zainteresiran in pa tudi po dolžnosti, da sem poskušal izboljšati pogoje za delovanje glasbene šole. In seveda smo potem razne variante iskali, kje bi bilo. Celo varianta je bila tam, ko je zdaj mestna hiša, pa potem gor nad osnovno šolo, kjer je zdaj dijaški dom, ko je tudi v času zgradnje, potem se je šola malo spremenila, da ni bilo dijakov, niso vedeli, kaj bi bilo not, mogoče bi pa bilo, ker je bilo več prostora, več sob individualnih za pouk glasbene šole, pa tudi to ni šlo, več variant je bilo in potem je vladala, pa se je izpeljala, se je pa glasbena šola s prizidkom, odnosno z dvigom nadstropja in je zdaj tam na Javorniku, kjer je šola Koroških jeklarjev. Tam je sedež šole. Ko ste prevzel dirigentsko palico, skratka, bil ste prej, bi rekel, njegov namestnik, bi rekel, dirigenta in ste v bistvu zadevo dokaj dobro poznal, ampak kljub temu, ko ste to prevzel, ko ste začutili to praznino, da ste ekskluzivno samo vi odgovorni, pa nihče drug in da je pač ansambl odvisen predvsem od vas in vaših organizacijskih in vseh ostalih sposobnosti. Ste to sprejel kot neko breme odgovornosti ali kako ste to zadevo sprejel? Ja. Seveda je to breme odgovornosti, ampak za mene to ni kazalo kot breme. Jaz sem z veseljem in z velikim elanom pričakoval to. Sicer sem bil tudi, kot rečeno, že 8 let namestnik in sem tudi v tej smeri deloval. Bila je pa zelo prijetna družba preko sovrstnikov, malo starejših, pa tudi malo mlajših, ampak glavnina je bila preko ta moja generacija nekako, če lahko tako rečem. In rekel sem z velikim veseljem in tudi z entuziazmom to sprejel, z vso odgovornostjo. Seveda, bremena moraš biti pripravljen, če za nekaj odgovarjaš, da bremena nosiš, ampak to je bilo izziv in spodbuda. Še ena zadeva je iz tistega obdobja, katero seveda ne smemo zaobiti, ki pa se nanaša na to organizacijski del. Takrat je tudi dozorela ideja za izgradnjo glasbenega doma.
In Ja. pa bi morda tudi tole opisal, kako je to dozorelo, kdo, kaj, ste bili akterji, ki ste dali ta impuls. Ja. No, orkester je rastel kvalitetno in seveda tudi številčno. Dvorana, ki je bila že tako prizidek bivše barake, glasbenega doma, je postalo vse premalo, tako da nismo mogli vsi pravzaprav že ne sedeti, če so prišli vsi na vajo. Bilo je tesno, pa smo iskali, da bi bilo prav, da bi malo večjo dvorano si zgradili. Bili smo pripravljeni delati udarniško. In seveda smo se pogovarjali in takratni odbor, predvsem je bil tu iniciator tudi Rudi Blatnik in pa jaz, midva smo tudi, vse sem bil z vsemi prijatelji, ampak midva sem malo več prijateljevala oziroma se pogovarjala. On je bil tudi takrat direktor stavbenika Naprevala gradbenega podjetja. Sva se pač pogovarjali, kako se bi dalo narediti, da bi mi do novega glasbenega doma prišli. Bilo je tudi več variant, da bi bil to prizidek pri kulturnem domu, bivšem Titovem domu, ne. Ampak pa smo nekako mislili, če je tam kakšna predstava bila, bi en druga motli, a ne, mi smo pa imeli več vaj in tako smo rekli, najboljše, da se zgradimo svojo dvorano. In smo potem z Rudijo se nekako pogovarjali in prišli na idejo, da bi sami pač, kot sem rekel, na istem prostora zemljišča je pa bilo, ne, mi smo imeli svoj tak mali del parka za zelenene trave tam in smo rekli, tu bi pa lahko bila velika, malo večja dvorana. In potem je pa Blatnik rekel, pa napiši malo, da se zmenimo, kaj bi sploh radi, a ne. In seveda sta se midva dogovorila, jaz sem narisal torej en tak skico, kaj bi mi potrebovali, pa kako veliko stvar. Smo počrkali za približno 100 ljudi, s tem, da lahko orkester velik tam ima in na koncu malo višje stopnice zaradi akustike, da se pa tudi zaradi vidljivosti do godbenikov, do dirigenta, da je to pač bolj primeren del, da bi to bilo in na koncu, da bi imeli pa eno tako večjo, širšo stopnico, kjer bi lahko tudi pevski zbori nastopali. Mi smo imeli, namreč prej bilo več tudi teh prireditev, recimo na Poljani pa kje, da so sodelovali zbore in potem mi pravzaprav nismo imeli kje vaditi. Zato smo pa takšen dom naredili. Jaz predvidel, mislim, skico naredil, kaj bi rabili in potem so se z Blatnikom spet pogovorili, pa seveda s predsednikom, tako je bil predsednik Plohl Janez. Odbor smo se dogovorili, naj Blatnik stopi v stik z arhitektom. Smo pa vedeli, da je tudi naš simpatizer Joško Frasa, ne, on je bil arhitekt in potem sem jaz njemu tiste skice dal, pa so se mi dva parkrat dobila, pa je on to, bi rekel, kot prednačrt ali nekaj tako prednačrt naredil, kako bi bilo, je rekel, da se bo to dojemalo z silhueto Ravna, ne, s cerkvijo in tam v tem gradu, je pa naredil tako kot en del turna, ne, ali zvoni tako stransko in mi smo se s tem seveda takoj strinjali, zdaj pa dalje od tega pa nismo mogli. In sami nismo mogli nekako nič narediti, potem smo se pa z Rudijem Blatnikom zmenila, on je bil, kot sem rekel prej, direktor stavbenika, jaz sem bil ravnatelj šole. Ni bilo, denarja ni bilo, da bi začeli, on je rekel, ne moramo začeti brez kritja, ker finančne ni bilo neke podlage. In smo potem se jaz našel računovodjo tako zmenil, pa smo mi imeli prostore v glasbenem domu v najemu. Godba nam tistih najemnine takrat ni zaračunala, mi smo pa dali tisti denar, ko bi za nekako najemnino plačali v poseben sklad oziroma žiroračun, da so bila neka zagonska malenkostna sredstva, tako da formalno je bilo nekaj, da je lahko on tudi začel bolj v miru in smo začeli, on potem ograjo naredil tam, kjer je bil predviden dom. In tudi izkop in pa okvir tisti betonski. Potem, tako da je začetek je bil, rekel, kamo pa zdaj, seveda nismo mogli brez denarja, sem pač rekel, mi vsi hiše gradimo, pa še drugi tudi, pa tudi nimajo dosti denarja, pa vsak je začel, je hišo tudi zgradil. In tako je tudi ostalo. Mi smo pri tem dogovoru z Blatnikom so tem ostali, da treba začeti in tako smo začeli, da je ta ograditev prostora gradbenega bilo in pa tisti
temeljni okrog. In potem je pa žal tudi začela, mi smo se že takrat osamosvajali, a ne malo z Jugoslavije, je bila tudi kriza v železarne, so ljudi tudi, bi rekel, službe so izgubljali in ni bilo denarja. In je to nekako zastalo za par let, dokler se ni tudi v železarni malo stabiliziralo. No, in seveda, jaz takrat že nisem bil več zraven. Začetek je bil tak, to se pravi, gospod Blatnik je tudi zelo zaslužen za to, da ta dom stoji. No, sej v bistvu poleg, to... Ja, bi rekel pač poleg tudi ostalega odbora, od predsednika pa tudi jaz sem se Ampak v vsakem primeru je ravno to, kar ste omenili. Ta iniciativa, pa ta pričetek in potem, kot smo rekli, sej tudi, bi rekel, če pogledamo po Ravnah, veliko, vsak je pričel, vsaj ni nujno, da je takoj zgradil, nekateri so že stanovali, pa bivali v hišah, pa še gradili, sporedno pa obnovljali, pa dograjevali. Skratka, ta iniciativa je bila tista pozitivna, ki je potem tudi v neki fazi, ko so bili bolj naklonjeni časi, bi rekel, predvsem finančno, pač dozorela, pa tudi zrastla. No. In se tudi finančna situacija v železarni izmenjala, tudi nov odbor je prišel, ker starejši smo se pač malo umaknali in tam je bil potem tudi gospod Franc Rus, ki je bil tudi vključen v neke glasbe, mislim, organizacijski odbor in potem so nekako z skupnimi močmi pa z dogovorom še z drugimi ljudmi, jaz potem ne vem točno, kdo je bil, ampak da so potem po nekaj letih tisti začetni, preko temeljne le zaglavili in tisti načrt, ki je bil kot nekako prednačrt, je potem bil, kot ga je potem gospod Fras naredil kot načrt, seveda z vsemi postavkami, ki je pač potrebna. Zdaj, če Miro, ta del ste osvetlil, zdaj bi pa seveda midva mimo tega, da to vaše vodenje, bi rekel, pihalnega orkestra Ravenskih železarjev, brez tega, da ste bil, bi rekel, vpet v kraj, pa da ste se udeleževal številnih tekmovanj, pa pri teh pa nekih koncertnih prireditev, pa bi jaz v tem primeru vas predvsem vprašal, ali pa da bi nam malo pojasnili, bi rekel, morda opisal dogodek gostovanja v Valjevu, pa eventualno tudi v Italiji, bi rekel, da dobimo malo občutek, kako so vas sprejeli, pa kaj ste dosegli na teh področjih. Ja, to je malo daljša zgodba, ampak bi rekel, orkester, seveda tudi prej je bil orkester dober, moram povedati. Gospod Herman je bil zelo tudi natančen in strog, bil je po svoji profesiji oficir, je bil vojaški kapelnik, in je zahteval res red in disciplino. In ta disciplina nekako nas je vse prijela. In seveda tudi, ko sem jaz potem nadaljeval delo, sem imel svoje načrte in običajno sem pač gledal za nekaj let naprej, kaj nas čaka, kaj nas dela, zato ker pa ne moš to kar tako nekega programa pripraviti, pa da je orkester kvalitetno rastel. Prvo nam je bilo to, da bomo kvalitetno igrali. In res so bili, moram se zahvaliti vsem takratnim glasbenikom, so bili zelo poslušni, nisem imel nobenih težav z disciplino ali pa da ne bi upoštevali, zelo spoštljivi so bili. In predvsem je bila pa zelo dobra klima, če tako rečem. Mi smo bili vsi prijatelji in smo bili vsi za enega, eden za vse. Če smo rekli, to bomo šli, smo se dogovorili, so ljudje stopili skupaj in brez tega se ne da dosegati večjih rezultatov. Gostovali smo skoraj vsako leto nekje drugje v inozemstvu, tudi v Avstriji, Nemčiji, kot se rekel, v Italiji večkrat, pa tudi po Sloveniji. In povsod, kjer smo bili pri nas, ko so bile tiste ciklične tekmovanja, smo manj kot znata, nismo nikjer dobili. Nismo poznali manj kot znata. Na srečo
To je seveda zasluga vseh godbenikov in pa vztrajnega in pa natančnega dela. Kvaliteta je rasla, tako da je zdaj, bi rekel, ko zdaj pogledam nazaj, kako smo bili takrat, pa čez 5 ali pa čez 10 let, da je to bila kar nekaj večjih stopnic. In ko ste Valijevo omenili, mi smo bili tudi na tekmovanju amaterjev Jugoslavije, bilo je pa to v Valjevo. In tja smo bili kot predstavniki Slovenije, iz vseh republik, ki so bili povabljeni. In mi smo seveda prišli tja res naštudiranim programom in smo bili zelo uspešni, tako bom rekel. Tisto tekmovanje je pa tako bilo, pač, da vsakokrat na tistem tekmovanju amaterjev Jugoslavije je prijela ena skupina, en tak kipec Koste Braševića, kulturnega delavca, po katerem se je to imenovalo. In takrat za tisto leto je bil predviden, da bo prvo mesto dobil en zbor iz Vojvodine, ki je bil pa mednarodno priznan. In so bili skoraj praktično po celem svetu, po Južni Ameriki, po ZDA, v Rusiji, posod so bili in tudi zelo dober. In seveda so oni tudi tam tekmovali. Oni so pač mislili, da je to, kar bo treba dobiti. In seveda, ko smo se pojavili mi, igrali smo pa res tako, kot je bilo treba, kvalitetno. Imeli smo tudi en tak program, ko smo malo tudi vstajali, pa tako naprej, da bi rekel malo programa za šov, za videnje. In smo seveda tako zaigrali, da niso mogli reči, zdaj pa vi pa ne boste dobili, a ne. Tako da se je potem ta komisija sestala in so se odločili, da tistega kipeca ne bojo podelili tam, ampak da bojo še enega zraven naredili, ker je bil samo eden. Ja. Da bojo enega naredili in da ga bomo dobili tisti zbor in mi. In tako so tudi držali, kar je zelo korektno, bili so, alem vera, res. Kar se težko zgodi, da je komisija tako enotna in pa, bi rekel, tudi pravična, korektna. In potem smo pa res po 2-3 mesecih, to je bilo oktobra enkrat v Valjevu, smo pa rekli, mi imamo pa novoletni koncert. In sta res prišla dva iz Valjeva, sta prenesla poseben kipec in sta ga nam podelila tu v športni dvorani pri Žižkega Goranca, ker smo imeli svoj koncert. Ja. Res. Smo veseli bili in ponosni. Italija pa, ko ste poprašal, mi smo bili večkrat v Italiji, prvič smo nekako preko poznanstva nekako tja prišli in ko smo mi tja prišli, in Italijani so zelo muzikalen narod. In samo godbe imajo pa bolj tako malo zašalo, malo da res, če bi tako rekel, pa ne me narobe razumeti. Niso tako natančni, te so pa zelo glasbeno, bi rekel, usmerjeni, zelo radi imajo glasbo. In ko smo mi prišli enkrat tja, so nas čez leto ali dve spet povabili, pa še 2-krat, 3-krat, da smo bili večkrat v Italiji. In tam je bilo pa, bi rekel, najboljše igrati. Mi smo igrali, v Bologni, se spomnim, smo na velikem trgu igrali, skupaj z gardo, policijskim orkestrom garde v Rimu. Mi smo na to je največji trg v Bologni, na eni strani so bili oni, na eni strani mi smo igrali vsak pol ure, mi pol oni, pol ure, spet mi, spet oni. Tudi da koncerti trajajo 2 uri, vsak smo pa igrali 1 uro, izmenično. In to je bilo enkratno. Pa tudi drugič, ko smo bili v Modeni pa Marano Sulpanaro. Tu so nas tako sprejeli, kot da smo angelčki. Ja. Res pogostitev, pozornost, ko smo igrali sam med koncertom, tam publika živi z nastopajočim. Ko smo mi zaigrali, kar se jim je kakšna lepa melodija dopadla, takoj med igranjem oni ploskajo in to zelo močen aplavz. Se spomnim, smo igrali, ko je Stanko Arnold vstal pa igral en solo, sicer krajši, ampak je bil tak aplavz, da skoraj nismo slišali, kar igramo. Res izredno. Tako da, no in bili so tudi tako zelo, bi rekel, osebno, zelo spoštljivi, vedno so malo, ki je Sindakova, to je župan, ne bil zraven, pa sprejemi, pa tako naprej. In sem jaz tudi osebno dobil v Bologni
plaketo Giuseppa Verdija kot dirigent in pa čez 2 leti pa kasneje pa tudi dirigenta Artura Toscaninija, relief kot eden boljših dirigentov, tako so pač rekli, to je Modena. Modeni smo to dobili. No, vrhunec tega vašega tekmovalnega dela, če tako rečem, je pa seveda bil nastop na Nizozemskem ali Holandiji, kakorkoli že rečemo, v Kerkradeju, kjer ste pa za svojim orkestrom tako v glasbenem in delu in v korakanju imel, bi rekel, nastop in seveda doživel, bi rekel, dosegel izjemne rezultate. Pa bi morda vas sprašal, seveda tu gre za en tak projekt, ki je izredno zahteven, da greš se to preizkušati, ampak to kar na obeh dveh področjih, pa bi morda na kratko opisal, kako teče to vrstne priprave, enkrat po glasbeni plati, drugič po organizacijski pa tako. Ja. No, mi smo pravzaprav, kot sem prej rekel, že povsod bili dobro sprejeti, dobro igrali, to je prvo. In seveda pravzaprav doma, kjer je bilo tekmovanje, nismo imeli več kaj dobiti, pa smo seveda težili vsak pač, če je ambiciozen, si želi biti vedno boljši, kar je tudi prav in pot razvoja. In mi smo tudi seveda računali, da bomo šli v Holandijo. Jaz sam sem pripravil par let v glavi, misliti je treba program, vse, kar je treba narediti, pa priprave, te so pa bolj dolgotrajne. In načrtno, ne samo za Holandijo, ampak že tudi prej. To ne moreš kar tako v kratkem času narediti, tako da orkester mora tudi zoret. Razumem, da je tudi dozorel tako, da smo se pol odločili, da bomo šli na tekmovanje. Na osnovi izbire v Ljubljani, kjer je bilo v Cankarjevem domu tudi tekmovanje državno, pa smo dobili seveda zlato plaketo, da smo bili kot uradni predstavniki za Slovenijo. Lahko gre pa tudi kdo drugi. In mi smo bili pač kot uradni predstavniki 89. leta, da smo tja šli. Zdaj pa, jaz sem pač nekako imel v glavi, da, tako sem prej že tudi rekel, da pihalni orkester ali godba ni samo za v dvorane, ampak je tudi za na cesto, ali to hodijo, ali zunaj igrajo, kakorkoli. In jaz sem večkrat tudi po televiziji gledal, pa tudi razne brošure sem bral, pa gledal in me je navdušilo, recimo, tudi Američani, ko imajo tudi show programe, pa korakanje, in če to orkester koraka, tako kot pa, bom rekel, garda sicer vojakov, zakaj pa mi ne bi mogli tega narediti. In sem se nekaj odločil, da bomo pač se prijavili tudi za tekmovanje v korakanju, v koncertnem delu tako ali tako. Koncertno smo bili tudi dobro pripravljeni, sicer je vsakokrat tudi obvezna skladba za tisto kategorijo. Mi smo tekmovali v najtežji prvi kategoriji in tisto je predpisana skladba, ki morajo vsi orkestri v tisti skupini igrati. In na osnovi tega potem, da se lahko v tisti tekmovalni skupini sploh nastopiš. In mi smo imeli tudi takrat izreden nastop na koncertnem delu. Smo ogromno vadili, zdaj to je pač tako seksijsko, parkrat na teden, skoraj vsak dan pred tekmovanjem, da smo tudi kondicijsko mažura, da je bila intonacija, da je bila to čisto vse, tako da je treba. In smo res takrat dobili kot priznanje najbolj, ni posebej, ampak je bilo poudarjeno, da smo tisti dan mi dobili največ točk, ne tisti dan, pravzaprav najboljše smo odigrali obvezno skladbo. Je bila enega ameriškega skladatelja, smo največ točk dobili v tisti skupini za obvezno skladbo, za izvedbo obvezne skladbe. Seveda, drugo je bilo pa tudi, ko sem rekel, da sem imel željo, da bi mi tudi se na korakanju predstavili. In smo, seveda, korakanje je pač posebna disciplina. Do takrat še v Jugoslaviji, takrat, ko smo še bili Jugoslavija, nihče ni tekmoval, se ni upal iti na tako stvar, ker so pač dolge priprave in posebne. Zdaj najprej se morajo
pravilno korakati, vrste morajo štimati, linijsko, diagonalno in tako naprej, da potem pa različne višine godbenikov. Jih moraš tudi tako postaviti, da ni eden 1,90 m, drugi pa 1,60 m, da sta oba skupaj, je malo čudno zgleda, ne. Smo jih morali tudi tako malo poimensko sortirati, bi rekel, da so bile vrste približno izenačene, malo večji skupaj, pa malo nižji, pa tako da je bila ena slika, ker ta nastop na paradi je tudi slikovni del, to je vizualni šov, nekaj mi smo izvajali šova, ampak korakanje. To je bilo pa treba dve skladbi igrati, smo se morali dve skladbi na pamet naučiti. Vsak muzikant je moral tisti dve koračnici, ki sta predvideni, prijavljeni, jaz sem zahteval, da igrajo na pamet. Se ne moreš imeti note 40 cm pred očmi, ne videti pa soseda ali pa kolega pred tabo. Moraš gledati tudi na ravnanje vrst, tako da je to, drugače to je polomija. In seveda, ker je bilo pa to na štadionu in so pa tudi različno veliki, tam je sicer olimpijski stadion, sem šel 2 meseca prej v Holandijo, pa sem si pel, pa sem šel prosit, tiste, če lahko grem, pa sem se predstavil, kdo sem in sem šel prosit, če lahko grem na štadion in sem tisto progo od štarta pa do konca, tam, ko je zaključek, ko je cilj, prekorakal nekajkrat, pa si tiste dve koračnici pel v mislih, in korakal, da sem dobil pravilno razdaljo koraka, dolžino koraka in potem smo seveda mi to doma morali izvaditi, da smo tako lahko korakali, da se je šlo, da ne bi mi začeli korakati malo daljši korak, pa bi prišli že iz stadiona, bi pa še mogli vedno igrali, to ne bi bilo v redu. In tako da smo potem pa vadili v parku pred glasbenim domom, tam pa zdajšnji kulturni dom, tam smo vadili tudi včasih, malo nam tudi vreme ponagajalo, tudi pri nas na štadionu smo potem dobili dovoljenje, da smo lahko v nedeljah dopoldne korakali, ker je bil stadion prostor. Tako da čisto korakanje smo pa vadili čisto po vojaško, da smo res šli tako strumno, kot se temu reče, in pa kvalitetno igranje. To je bilo zelo težko in na srečo smo tudi tam dobili zlato. To je bilo res enkratno doživetje. To je štadion 70 000 ljudi, polno nabito in to, seveda, to je tudi tak aplavz, da kot jaz stopiš, kot da prideš v kot, to te kar ponese. Res smo rekel, kot da smo šli malo nad zemljo. Ja, po teh vrhunskih dosežkih, tako po teh 2 zlatih, tako v glasbenem delu, kot v korakanju, seveda je bil to sprejem na ravnah in tu ste takrat seveda na vsakem koraku doživljali tudi pohvale, in kar je seveda upravičeno. In seveda, ampak potem z rahlim zamikom, potem je bilo dokaj tudi presenetljiva ta informacija, da ste se umaknil pa uradno zaradi bolezni in upokojil. Takrat ste prekinil z vsemi temi aktivnostmi, pa ste še pa imel kak kontakt z ansamblom? Ja, pač tako je. Človek se tudi, vse se obravi, tako se pa tudi človek iztroši. Jaz mislim, imel sem že nekaj let prej tudi zdravstvene težave, verjetno tudi zaradi preobremenjenosti. Če si človek pač neko stvar preveč obremenjuješ, prej ali slej se začnejo težave, in jaz jih imel pri sebi pač tako, da nisem jih niti kazal. Biti ravnatelj šole, takšen orkester voditi, veliko vlagati, pa že zaradi samih godbenikov se moraš še bolj angažirati, ker ekipa je bila pa res enkratna in sem imel že prej neke operacije, tako da sem imel že težave. Tudi ko smo šli na tekmovanje, sem moral operacijo eno prestati, da sem po tistem, ko smo odtekmovali na srečo, tako kot smo, da sem potem šel, da sem upravil tiste, kar je bilo potrebno, pa seveda sem imel nekaj časa težave, nisem mogel, praktično človek pač izgoriš. Verjetno tudi to povzroča kakšno dodatno težavo še.
Tako da takrat so mi odsvetovali, da naj ne bi nadaljeval, ker in tudi pa sam, bi rekel, sem čutil, da skoraj nima smisla, ne, in sem pač potem se odločil tako, da sem se upokojil in sem se nekaj let pol sebi posvetil, da sem se nekako regeneriral in bi rekel, nekako se povrnil v kolikor tako normalno stanje za svoje leta. Očitno ste se to regeneracijsko zdravljenje je bilo relativno uspešno, ker sedaj seveda tudi nadaljujete to svojo glasbeno karierno pot, če tako rečem. Seveda zdaj ste bil povabljen za sodelovanje, za vodenje ansambla Pihalni orkester Šentjanž in tam ste vodja pa dirigent, skratka, ste to, pa bi vas tako vprašal, ste se to lahko odločili, da ste to prevzel ali so bile vas dileme? Težko. Pravzaprav, če imaš človek v genih ali pa bom rekel po domače v krvi muziko, je pač ne moreš pozabiti ali pa izpustiti, ker se v žilah to pretaka vsak dan. No in nisem imel želje, pa tudi nisem mislil, da bi kdaj po uspehih z Ravnskim orkestrom še kaj delal, ker praktično smo dosegli vse, kar se je dalo doseči. Od državnih, republiških državnih na svetovnem prvenstvu več potem, bi rekel, se ni dalo, tako da nisem imel res nekake želje. Ampak ko sem se pač malo pozdravil, da sem spet začel bolj pozitivno gledati na stvari, so pa prišli iz Šentjanža, če bi jih lahko jaz malo jim pomagal, da bi jih malo prevzel, zato ker jim je dirigent Adi Smolar, to je oče od tega Adija Smolarja, kantavtorja, je tisti orkester vodil, umrl. Niso imeli koga, so rekli, pa si čisto blizu, boš pa pridi enkrat na teden na vaje. Pa sem parkrat, pa nisem se mogel kar odločiti. Tisti v odboru so bili pa vztrajni, predsednik vem, da je bil dvakrat, trikrat povedani, pa ja, boš pa ja prišel, saj pa to ni tako hudega, pa mi tudi nismo tako čudno zahtevni, saj smo bolj tak navaden vaški orkester. Jaz pa seveda, tako dolgo sem je pregovarjal, da so me pregovorili, čeprav sem jaz to vedel, da kakšen je moj odnos do dela, da če bom to prevzel, da to se ne da, nisem za polovično delo, če prevzameš, potem pač moraš svoje delo upraviti, ki stoji pred tabo, kolikor se najboljše da. No in nekako sem se odločil, čeprav bom rekel, taka klima, ko je bila tu v Ravnah, mislim, da nepojmljiva, neponovljiva. Ker to so bili godbeniki, kako bi rekel, težko je najti izraz, ampak klima je bila takšno vzdušje je bilo, da ne vem, bi gore predstavljali, če bi bilo treba. Zato je brez tega tudi ne bi bilo takšnih uspehov, zato ker to je pač stvar duše in pripadnosti in elana in vsega skupaj. Tako da marsikaj se mora poklopiti, da lahko dosežeš res ta pravi ali pa vrhunski rezultat. No in potem sem prišel v Šentjanž, saj nekaj ljudi sem poznal, to je vaško okolje čisto tak, pa so vsi prišli, pa ko sem prišel, vsak mi je roko dal, pa tako naprej, pa kako fajn, da bomo tebe imeli. In seveda sem, bi rekel, bil kar presenečen nad odnosom. Pa sem rekel, bomo pač probali, no tako mogoče ne boste tako dolgo računali na mene, a ne, začasno. No in seveda tisto začasno je bilo pa še saj nekako traja. In začeli smo delati, moram jih pohvaliti res. Tudi so bili izredno zagnani, izredno hvaležni za vsak napredek. In tudi tam smo po 2 letih, ko sem ali 3 leta, ko sem vodil, sem videl, da že raste orkester toliko, da smo šli na eno tekmovanje v Ormožu, je bilo državno tekmovanje v zabavnem programu. Smo seveda malo lahkotnejši program in smo ga naštudirali, prišli smo dobili zlato parketo. In teh se je zdaj že 2 tudi še zlati s pohvalam in tekmovali smo pol tudi na državnem prvenstvu koncertnih godb, tako da tudi v
Na Vrhniki smo dobili pred 4 leti zlato plaketo s pohvalo, s posebno pohvalo. Smo najboljši bili v tisti skupini. In bi rekel, orkester raste, tudi svojo glasbeno šolo so ustanovili in tako praktično, da kader prihaja iz njihovih vrst. To so v glavnem otroci bivših ali pa še delujočih godbenikov. Tako da imamo primer, da dedek igra trobento, ko je star 70 let, ima hčerko notra, ki ima 4 otroke, ona igra, mož igra in tisti 4 vnuki vsi igrajo. Tako da 3 rodovi igrajo, zelo povezani so in bi rekel tako tisto pristno domače vzdušje. Tako, res tako, še po starem pridemo, pa se roko dajo, pa ko greš to srečno, pa tako. To mogoče je tisti človeški duša, človeški pristop, ki se danes vse bolj zgublja. Nekako ni več čistega spoštovanja, mislim, nasplošno v občinstvu, da ni več čiste pristnosti ali pa vsi nekam hitimo, je tudi čas taka. Oni so še, bi rekel, bolj z podeželskega področja, čeprav so normalno vključene v službe in tako naprej kontaktirajo, ampak je še tista, bi rekel, miselnost malo bolj upočasnjena, ampak vendar zelo dragocenega človeškega odnosa drug do drugega. In to, bi rekel, to me tudi nekako po koncu drži, bi rekel, in zato, kot sem rekel, muziko imaš v krvi in je ne moreš spustiti, dokler ta kri teče. No, seveda vam želim tu še veliko uspehov tudi na tem področju, da ga doseže, ampak zdaj na koncu, seveda, ker smo v bistvu tako rekoč časovno že v nekem limitu, bi seveda ob koncu vam izrekel še enkrat iskrene čestitke, kajti ste dobitnik najbolj prestižnega priznanja za življenjsko delo na glasbenem področju, katero vam je strani Zveze slovenskih godb, ki vam je vročila priznanje Zlati prstan, ki je podoben Borštnikovemu prstanu na področju igralskega ustvarjanja. Seveda čestitke in seveda s tem ste se seveda zapisali tudi med legende teh slovenskih voditeljev slovenskih godb. Hvala lepa. Še enkrat čestitke na to. In seveda na koncu bi se, spoštovani profesor in dirigent Alojz Lipovnik, vse dobro vam želim, še veliko glasbenega ustvarjanja tudi v bodoče in s tem bi tudi zaključil najin pogovor. Hvala lepa za povabilo, pa hvala za dobre želje. Spoštovani, vam pa hvala za pozornost in srečno.